Moje ime je Mihael Žmahar in danes imam zate en dober mini dokumentarec o energijskih vampirjih. Ja, zaradi tega, ker energijski vampiri živijo med nami in energijski vampiri so tudi v tvojem življenju. In rad bi ti več stvari v njih povedal. Ni to grozno, kar se sliši, ampak mogel sem narediti dramatično, veš, zato da bo ta mini dokumentarec dober. Skratka, glej, jaz sem danes zate en tak mini intervju, ki ga bom naredil kar sam sabo o energijskih vampirjih, a veš. Pa zato, da ti povem, kaj so energijski vampiri, pa kdo so, pa kako funkcionirajo, pa kako jih prepoznaš, zato da boš znala v svojem življenju malo bolj prepoznati te energije in potem v skladu s temi informacijami tudi primerno ukrepati. A prav, zaradi tega, veš, kar včasih srečam kakšnega človeka, ki je ful cool človek, pa dober dela, pa nima nobenih slabih namenov, ampak mu življenje počasi se dogaja, veš, njegova manifestacija je počasna, ima utrujeno energijo, zaradi tega, ker ima v življenju energijske vampirje, ki ga zlorabljajo in izčrpavajo in izkoriščajo in se mi zdi, da je treba temu narediti konc. Tako da poglej si zdaj mini dokumentarc, jaz imam 3 vprašanja, ki bom postavil kar sam sebi in pa ti bom odgovoril na zadnja 3 vprašanja. Prav. Prvo vprašanje, kdo so energijski vampirji? Zdaj, energijskih vampirjev večina ljudi ne prepozna, veš, to niso zdaj res taki vampirji, ko izgledajo kot v filmih, a veš, ko imajo podočnike, pa pijejo kri, pa se oblačijo v Drakulo in hodijo na lunine svetlobe naokoli. Ne, to so filmski vampirji. Energijski vampirji so v bistvu čisto običajni ljudje, kot so babica kdaj, pa mama, pa ati, pa prijateljica, pa sosed, pa sodelavka, ki pa na nek način s svojim delovanjem črpajo tvojo energijo, pijejo tvojo energijo, ti jemljajo tvojo vitalnost, ne? Na nek način nekaj počnejo, zaradi česar si ti bolj utrujen, bolj utrujena. Ne? To so energijski vampiri. Tako da energijski vampiri ni zato, da ima nekdo oznako na čelu, jaz sem energijski vampir. Ne, v bistvu so to ljudje, ki imajo potem neko težko situacijo v življenju, ali čustveno, ali fizično, ali mentalno in zaradi tega delajo nekaj, s čimer obremenjujejo druge ljudi. Ne? Sej ja, nekateri vampirji delajo take stvari iz tega, ker so sami čustveno živčni, pa nestabilni in ne delajo tega namerno. So pa tudi ljudje, ki dejansko namerno uničujejo življenje ljudi, ne? Ampak ne bom danes o teh ljudeh zaradi tega, ker verjamem, da jih nimaš. Ampak če jih pa imaš, pa več o tem ti povem, ki lahko dobiš informacije v nadaljevanju. Ok, to je bila prva stvar. Kdo so torej energijski vampirji? Da boš vedela, da so energijski vampirji lahko vsak človek. Vsak človek, ki ne zna upravljati svoje energije in za svojim delovanjem uničuje sočloveka oziroma nekoga okoli sebe. Drugo vprašanje, kateri so pogosti načini vampirjenja, ki se dogajajo? Zdaj opazil sem, da nekateri ljudje imajo vampirjenje v svojem življenju, pa niti ne vejo, da ga imajo. Zaradi tega, ker energijski vampirji včasih delujejo na način in potem ta svoj način predstavijo drugim ljudem kot popolnoma normalen način. Veš, energijski vampirji, njim se zdi to normalno, da delujejo tako, kot delujejo, ampak ni. Zdaj bi ti rad pokazal par načinov, na katere energijski vampirji jemljajo energijo in zelo dobro posluši, ali imaš mogoče to v življenju tudi ti. Prva stvar, hipohondrstvo. To so ljudje, ki se non-stop pritožujejo, da jih non-stop nekaj boli, oni so skozi bolani, oni so skozi poškodovani, oni se skozi slabo počutijo in te skozi obremenjujejo s tem. Ja, pa danes je to, pa jutri je to, pa jaz ne morem zaradi tega. Ne? Hipohondrstvo na kvadrat. Ne? To so ljudje, ki ti v bistvu jemljajo tvoj čas, jemljajo tvojo pozornost, jemljajo tvojo energijo zaradi tega, ker se oni počutijo žrtve, ker oni hočejo pozornost nase in zaradi tega ti trpiš, ne? Zaradi tega, ker te obremenjuje in te vlečejo navzdol za svojim preteževanjem in za svojim jamranjem in za svojo vlogo žrtve. To je ena oblika vampirizma. Druga oblika vampirizma je opravljanje. Kaj je opravljanje? Opravljanje je, ko se človek številka 1 pogovarja s človekom številka 2 o človeku številka 3. Ob tem pa ne želita pomagati človeku številka 3, ampak samo premetavata prazno slamo in mešata kakec. Ne, to je upravljanje. Eni ljudje, kar upravljajo malo brez veze, kar pogovarjajo med seboj nekih tretjih ljudeh, brez realne želje, da bi jim dejansko pomagali, pa da bi dejansko s tem karkoli dobrega delali. Ne? Ampak mešajo štrene, delajo brezvezne stvari. Ljudje, ki upravljajo, so energijski vampiri, ker upravljanje, to so energijske napadi. Človeka, ki se ga upravlja, ta človek dobiva v resnici energijske napade s strani ljudi, ki ga upravljajo. Tako da pogledaj, ali imaš slučajno opravljivce v svojem življenju.
Potem je naslednja stvar kaznovanje s tišino. Energijski vampirji nekateri včasih kaznujejo s tišino. Prideš k njim, pa se nekaj skregaš z njimi, ali pa prideš v konflikt z njimi in oni se zaprejo, oni so zaužaljeni, oni se ne pogovarjajo s tabo, oni te dajo na tiho mašo, se temu reče, ne? Oni te dajo na distanco in te kaznujejo s tišino. Zdaj ti bom pa odrekla komunikacijo, pozornost in te bom kaznovala. To je energijski vampirizem. To delajo 5 let razvajeni otroci, ki ne znajo socialnih stikov graditi. To delajo bitja, ki nimajo čustvene inteligence postavljene. To ne delajo odrasli ljudje. Odrasli ljudje ne kaznujejo s tišino. To delajo samo tisti ljudje, ki se ne upajo ali soočiti z energijo, s katero se soočajo, ali pa želijo načrtno poškodovati nekoga. Veš, ker kaznovanje s tišino je oblika ignorance. In ignoranca je ena izmed najhujših oblik zlorabe, ki jih lahko dobiš od kogarkoli. Nekdo, da te ignorira. Nekdo, da se ne pogovarja s tabo, nekdo, da ti ne da feedbacka. Veš, to je načrtno poškodovanje tebe. Tako da bodi pozorna, ali imaš v življenju ljudi, ki te kaznujejo s tišino, ker to je ful huda oblika vampirizma. Naslednja oblika, varanje. Meni se zdi, da v 21. stoletju toliko veliko ljudi vara. Ne vem, kje se je to razpaslo, jaz sem še vedno stara šola, jaz sem si svojo ženo zbral, jaz dejansko nimam nikakršne želje gledati za katerokoli drugi osebo na tem planetu. Nimam želje zaradi tega, ker sem srečen, ker sem našel. Ne, srečen sem, ampak veliko ljudi nima toliko direktno jasnega odnosa partnerskega. In pa vidim včasih ljudi, ki varajo. Ne bom zdaj obsojal varjanja, niti približno, rad bi ti pa sem pomagal razumeti, kaj varjanje je. A veš, varjanje je izrazito huda oblika nespoštovanja, tvojega partnerja. Če varaš svojega partnerja, pomeni, da ga ekstremno močno ne spoštuješ. Ali pa če tebe kdo vara, pomeni, da se tebe ne spoštuje. Ker če nekdo ni srečen v odnosu, pač povej, nisem srečna v odnosu, se bojo zadeve uredile. Če se pa ne bo uredilo, če dva nista za skupaj, pač ne greta narazen, pa da dobi vsak realno možnost, da si sestavi življenje. Varanje je pa prikrit način doseganja tistega, kar želiš, oziroma kar nekdo želi, istočasno je pa to sedanje na 2 stoli. In ni fair do vseh ljudi, ki so vpeti. Ne do tistega, ki je prevaran, ne do tistega, ki je prišel v zgodbo. Ne? In energijski vampiri mnogokrat varajo, zaradi tega, ker se ne upajo spustiti prejšnje veze, ker bi nekaj izgubili s tem, na vse zadnje vsaka veza te nekaj daje in nekateri ljudje enostavno nočejo spustiti veze, ki ne deluje, zaradi tega, ker nekaj dobivajo vse eni z nje in hočejo poleg te veze še dodatno zvezo v življenju ustvariti, da bo iz 2 strani dobivali. To delajo samo energijski vampiri. Če si energijsko fair, ne varaš. Če ti človek ni všeč, s katerim si v partnerski zvezi, se pomeniš in greš sporazumno narazen. Tako da to poglej, koncept varanja. Zakaj sem tukaj veliko govoril o tem? Zaradi tega, ker je res veliko prisotnega na tem planetu. Delam coachinge, pogovarjam se z ljudmi in veliko več vidim varanja, kot pa sem mislil, da ga je prisotnega. Naslednja oblika vampirizma, dramatiziranje. Pozrite se ljudje, ki delajo dramo iz vsega. A veš, drama queen, drama kings. Ljudje, ki takoj naredijo paniko, ljudje, ki spotencirajo neko dogajanje, nekaj majhnega se zgodi in oni iz tega majhnega naredijo spektakularen dogodek. Nekaj majhnega jih boli in oni to majhno bolečino raztegnejo na najmanj urgentno bolečino. Nekaj majhnega so užaljeni in oni to užaljenost razpasijo, tako da morajo vsi vedeti, da so užaljeni. To je dramatiziranje. Dramatiziranje pomeni, da vlečeš energijo nase, da nisi realno naravnana na reševanje problema, zaradi katerega dramatiziraš, ampak zaradi tega, da v bistvu potrjuješ, kako velika žrtev si, kako je vse narobe, kako se ti dela krivica. Tako da poglej, kje v življenju so ljudje, v tvojem življenju so ljudje, ki dramatizirajo in te obremenjujejo z energijo dramatiziranja in hočejo, da se ukvarjaš z njihovo dramo in so užaljeni, če se ne ukvarjaš z njihovo dramo. To so energijski vampiri. In če mogoče ti jim dramatiziraš, nekaj dramatizirata, prav. Tako da dramatiziranje zgleda na prvi pogled ful neškodljivo, ampak ni. Izčrpava tak način delovanja, ko si z ljudmi, ki dramatizirajo, tako težko živiš z njimi, a veš, težko obstajaš z njimi, težko deluješ z njimi in potem si tako vse, kar delaš z njimi, ustavi, zaradi tega, ker gre vsa luč, vsa pozornost na dramo, tako je. In še zadnja stvar, katero ti zelo svetujem, da pogledaš, ali jo imaš v svojem življenju, so pa manipulacije, manipuliranje. Veš, energijski vampiri mnogokrat manipulirajo.
eni ljudje prav obračajo resnico, jo ukrivljajo, eni lažejo, eni dobesedno vidijo, kaj so šibke točke drugih ljudi, pa jih za nalašč pritiskajo, pa potem zapakirajo, saj nisem hotel, joj, nisem tega vedel, a veš, to sem po nesreči naredil. A veš, eni ljudje vejo, kaj tebe prizadane, pa ti potem kljub temu, da vejo, načrtno točno tja pritisnejo. In potem to zapakirajo kot, da niso tega imeli namena narediti. To je tak primer manipulacije. Ne? Da, poglej, kje v življenju ljudje probajo tebe manipulirati, pa boš znal prepoznati ali pa znala prepoznati energijske vampirje. To so bile, na primer, taki koraki, da boš ugotovila, kako v bistvu so pogosti načini vampirjenja prisotni, ne, v našem življenju. In verjamem, da si mogoče prepoznala katerega izmed teh načinov tudi v svojem življenju. Tako da zdaj pogledaj svoje socialne kroge, veš, čez te oči, čez oči tega dokumentarca, ki ga zdaj gledaš. In tretje vprašanje, ki sem ga v bistvu dobil, pa ga danes zastavljam sam sebi in bom tebi tudi odgovoril, je pa, eni izmed najpogostejših oblik vampirjev so egoisti. Egoisti. Kako jih prepoznaš? Kako prepoznaš egoiste? Egoisti dajo zelo velikokrat občutek, da so pomembni, ampak dajo včasih občutek, da so bolj pomembni, kot v resnici so. A veš, si zdaj videla človeka, ki misli, da je bolj pomemben, kot v resnici je. Ne, in gre po ulici, joj, vsi me gledajo, stari, doben te ne gleda, res, nisi tako pomemben, kot misliš, da si, ampak pa, vsi me gledajo, da gremo stran, jaz ne moram tukaj dihati, ne, all eyes on me, ne, to so, na primer, ena oblika egoizma. Potem so egoisti včasih se vedejo superiorno, več vredno od drugih ljudi, preskočijo vrste, zahtevajo posebne tretmaje, oni so na pol kraljevina, oni so na pol nadrasa, ne, superiornost, ki jo potem izražajo čez to, da ne spoštujejo pravil družbe, v katerem živijo, da ne spoštujejo pravil in mej drugih ljudi, ampak jih non-stop prestopajo zaradi tega, da oni nekaj dosežejo. Naslednja stvar, ki egoisti delajo, imajo dvojne standarde. Imajo en standard zase in potem drug standard za druge ljudi, za isto stvar. Dvojni standardi, to je ful huda oblika egoizma, a veš, ker pomeni, glej, zame je drugač kot zate, a prav, ti si ne zaslužiš istega standarda, kot ga imam jaz. Zato zase gojim en standard, ti imaš pa drug standard. In to je zelo pogosta oblika, s katero egoistični energijski vampirji zlorabljajo ljudi okoli sebe. Naslednja oblika, povračilo uslug. Veš, če egoist nekaj naredi zate, bo seveda naredil, zaradi tega, ker bo dobil pohvalo in bo dobil vso opevanost, ki jo on potrebuje. In egoisti zelo radi delajo usluge, zelo velikokrat naredijo uslugo, ampak vedno zahtevajo povračilo. Egoist redko naredi nekaj zate, samo zaradi tega, ker si res želi pomagati, ampak naredi nekaj zate zaradi tega, ker ve, da ima pri tebi eno v dobrem in ko pride on v situacijo, kjer on rabi nekaj od tebe, oziroma nekaj, kar mu lahko ti ponudiš, bo takoj izkoristil to, da ima eno v dobrem. Ne? Takoj ti bo rekel, ja, veš, lani sem ti pa jaz posodil kosilnico, letos pa jaz rabim frezo. Ne vem, to bo egoist rekel, ne? Ker sosed, ki ni egoist, bi rekel, ja, ti posodim kosilnico, valjda uporabljajo in ti nikoli ne bo tega vrgel naprej. Nikoli ti nekdo, ki ni egoist, ne bo vrgel naprej usluge, ki ti je naredil ali pa pomoči, ki ti je dal. Egoisti, oni imajo seznam in imajo vse zapisan, koliko, kdaj, kako, zakaj in bojo vedno uporabljali takrat, ko bo njim to koristilo. Kako egoisti še delujejo? So slabi poslušalci. Egoisti ful težko poslušajo tebe, ko govoriš, oziroma drugi ljudi, zaradi tega, ker jih ne zanimaš, ali pa drugi ljudje ga ne zanimajo. Veš, ko egoist govori, on razmišlja razmišlja o tem, kako on izgleda, razmišlja o tem, kaj ima on od pogovora, ni toliko napet na druge ljudi. Tako da slabo poslušalstvo, oziroma slabo poslušanje, alarmanten znak, da mogoče gledaš v egoista, oziroma se pogovarjaš z egoistom. Potem egoisti uporabljajo stavke, ali bo po moje, ali pa nisem zraven. Eni skozi postavljajo svoje pravila, skozi hočejo ta občutek, da so najbolj pomembni v skupini, da so najbolj pomembni na avtobusi, da so najbolj pomembni v razredu, da so najbolj pomembni v pisarni. Vi vsi ste tukaj delate zame, vi vsi ste podložniki, vi ste manj pomembni, jaz sem pa ta, ki bom postavljal pravila. Če ne bo po moje, nisem del tima. To je tipičen egoizem. Vsi vemo, da v človeških odnosih pač se moraš prilagoditi, vsi so pomembni, vsak ima nek svoj pogled, vedno moraš
poglede vseh ljudi vzeti v obzir, pogledati doprinose vseh ljudi. Vsi smo na nek način del istega življenja, iste juhe. Ne? Ni zdaj bolj pomemben ali manj pomemben. Ne? Vsi smo pomembni, ne? Ampak egoist včasih tega ne razume. Ne? In pa še neka taka stvar, pri egoistiki je zelo pogosto prisotna, radi se hvalijo, egoisti se radi hvalijo in ti sami svoje uspehe povejo in svoje dosežke pokažejo in kaj vse so oni naredili, zaradi tega, ker na ta način dobivajo od tebe odobravanje, hvalo, spoštovanje in ne vem, kaj vse dobivajo. Ne? Zaradi tega, ker te vampirijo za tvojo energijo, za tvoje občudovanje in potem bolj kot se hvalijo, bolj kot se spostavljajo za vsem, kaj oni so in kaj oni imajo in tako naprej, bolj so polni tvojega občudovanja, bolj si ti utrujena po takšnemu pogovoru oziroma druženju z njimi. In to je en tak vpogled v egoistične vampire. Zakaj sem dal tukaj posebej o egoistih del? Zaradi tega, ker je veliko egoistov na tem planetu. Veliko je ljudi, ki gledajo samo na svojo zadnjo plat, veliko ljudi, ki samo o sebi razmišljajo, kljub temu, veš, da smo vsi nekako povezani. Ne? Se ti ne moreš biti dober podjetnik. Dober podjetnik rabi stranke, a ne? Dober zdravnik rabi pacijente, dober učitelj rabi učence. Učitelj brez učencev ni učitelj, zdravnik brez pacijentov ni zdravnik. Podjetnik brez strank ni podjetnik. A veš, vsi rabimo vsakogar na tem planetu in ni to prostora za egoizem. Mogoče bo ta video pomagal ga malo zmanjšati na tem planetu. Skratka, tisto, kar sem ti hotel povedati je, da 25. septembra imam spletno delavnico Energijski vampirji. To je delavnica, na kateri te naučim delati z energijskimi vampirji. Naučim te prepoznati energijske vampirje. Naučim te prepoznati manipulacije energijskih vampirjev. Naučim te delati z njimi, postavljati meje tem ljudem. Naučim te zaščititi svojo energijo. Naučim te ustvariti držo. Naučim te uporabljati besede. Naučim te ustvariti attitude, ki ga rabiš za to, da se handla z energijskimi vampirji. Ker se mi zdi ful brez veze, da bi v življenju trpela zaradi nekih ljudi, ki so sami čustveno nestabilni in oni niso pravili osebnostnega dela, kar velja za vse energijske vampirje. Energijski vampirji so lahko ljudje v ozadju, samo lahko imajo ful smotano obnašanje. In se mi zdi tako brez veze, veš, da bi neke odnose v življenju človek zgubil, če jih pa lahko z nekimi pametnimi tehnikami na sveti zrihta nazaj. In energijske vampirje, ko jih po tej delavnici dobiš v roke, ne bojo več energijski vampirji in dobiš pa dobre prijatelje, fajne sodelavce, pa fajne ljudi okoli sebe. Torej, to je delavnica, ki traja cel dan, posname se vse, dobiš skript od mene, delamo meditacije, delamo vpoglede, dobiš informacije in še. 25. septembra si vabljena, to je tudi zadnjič, da delam energijske vampirje zdaj, potem ne bom imel časa, zaradi tega, ker prihaja obdobje tečajev in dejansko imamo vse termine polne. Tako da, če si se prepoznala v katerikoli izmed teh točk, ali pa poznaš nekoga v tem življenju, ki je kjerkoli izmed teh točk, definitivno pridi na spletno delavnico, pa se te veselim, da se vidva. Povezavo do delavnice najdeš pa nekje okoli tega videa je pripeta, pa kliknem za več informacij. Imej se lepo. Čau!